Zveza zaščita premoženja NLB-ja že spomladi. Zdaj sta se oba problema povezala, se pravi prodaja NLB in zaščita tega premoženja, ker brez zaščite bo cena bistveno nižja. Ministrstvo za finance je predlagalo nekatere ukrepe, ki predstavljajo prvi korak v pravo smer. Če bodo predloženi v času, ki ga pa zmanjkuje, jih bomo pač podprli. Je pa to seveda šele prvi korak, treba narediti tudi naslednje. V vsakem primeru pa, zato sem tudi predlagal, da se o tem pogovorimo na tem sestanku. Zastavica očitno pada še pred poletjem oziroma pred avgustom in zaradi tega bo moral Državni zbor, ki se je hvala Bogu konstituiral in lahko normalno deluje, svoje delo začeti opravljati čim prej. Kaj ste se o migracijah pogovarjali? Ste karkoli tazga sprejeli oziroma se pogovorili? Debata je šlo okrog predlaganih zaključkov Evropskega sveta, kjer se predlaga nekatere skupne evropske ukrepe, ki smo jih mi predlagali sicer že pred 3 leti. Gre predvsem za tako imenovane triažne centre izven ozemlja Evropske unije, kjer zdaj je bistvo problema, s katerim se srečujemo, to, da se ne loči med begunci, se pravi med ljudmi, ki so dejansko pomoči potrebni, ker je evropska solidarnost potrebna, in med ekonomsko migracijo, ki prevladuje in v teh zadnjih valovih predstavlja več kot 25% vseh tistih, ki prihajajo v Evropsko unijo. Tako da predlogi gredo v pravo smer. Predlagali smo predsedniku vlade, ki opravlja tekoče posle, da te ukrepe, vsaj kar se nas tiče, podpre. Smo pa pač nekoliko skeptični do hitrosti, s katero se vse to odvija na ravni Evropske unije, kjer problemi so urgentni, stvari pa gredo počasi. Kako pa komentirate današnjo vajo na avstrijsko-slovenski meji z avstrijske strani? Glede na situacijo v Avstriji, bi Avstrija takšno vajo bolj potrebovala okoli okrožja Dunaj, kot pa na meji za Slovenijo. Kaj pa glede koalicije, ste komu že poslali pogodbo? Zdaj, kar se koalicije tiče, mi ne prehitevamo. Ta teden traja oblikovanje stalnih poslanskih skupin v Državnem zboru, potem bo verjetno predsednik Republike naslednji teden opravil posvetovanje in šele po tistem se bo odločil, ali in komu podeli mandat, in šele po tistem pridejo na vrsto koalicijske pogodbe. Ima pa Slovenska demokratska stranka predlog pripravljen in če bomo mi dobili mandat, lahko začnemo delati na njej že naslednjo uro. No, pa kaj se je spremenilo? Napovedali ste, da boste poslali ta predlog, ne? En teden, v enem tednu. Ne, napovedali smo, da bomo v enem tednu to pripravili. Naš strokovni svet je v enem tednu predlog pripravil, nismo pa napovedali, da ga bomo v enem tednu poslali. Zakaj pa? Glede na to, da ste prejšnji teden že začeli vsebinske pogovore z Novo Slovenijo, boste morda še s kakšno drugo stranko še v tem tednu na podoben način zastavili? Zdaj, pogovorov je bilo sicer več, res pa je, da je samo Nova Slovenija prišla z odprtimi vprašanji, se pravi na ta način, da so vedeli, kaj piše v našem programu, mi smo vedeli, kaj piše v njihovem, kje so stične točke in razlike. Zdaj, glede na situacijo, kakršna je, bo verjetno nek pogovor v širšem obsegu tudi z vsemi ostalimi strankami s tem v zvezi ali pa s ciljem oblikovanja koalicijske pogodbe možen šele v drugi fazi. Se pravi, v prvem krogu sploh testiranje, ali so stranke pripravljene na podpis koalicije in ali imajo ustrezne kadrovske resurse za ta mandat. To ni samo mandat, v katerem bo treba voditi Slovenijo, ampak ponovno svet Evropske unije. Se pravi, ni samo važno, da nekdo nekaj napiše na papiru, za nas je važno tudi, ali imajo ljudi, ki so sposobni voditi ne samo ministrstva, ampak tudi ustrezne sestave sveta Evropske unije. In v naslednji fazi, če ugotovimo, da takšna pripravljenost obstaja, pridejo na vrsto vsebinsko usklajevanje. Mi imamo 14 pogajalcev pripravljenih z ekipami in programi in več ali manj lahko ta proces zelo hitro izpeljemo.
Kako pa komentirate to dobivanje zdaj levih ali pa sredinskih strank? Vsi pogovori so koristni. Zdaj, če se kakšna dilema odpravi že prej, preden stečejo formalni postopki, pač toliko bolje, bodo ti postopki hitrejši. Če se ugotovi, da nekdo drug lahko sestavi večino, ne pa mi, ki smo zmagali na teh volitvah prej, potem se mi s tem ne bomo niti ukvarjali, tako da noben pogovor ni odveč. Rekli ste, da jih je bilo že več. S kom ste se pa še pogovarjali? Razen z NSI-jem. Človek bi pričakoval od raziskovalnih novinarjev, da to vse vejo. Hvala lepa.